Sedaj pa prehajamo na prvi panel z naslovom Globalizacija in migracija, kjer bomo prisluhnili 3 izjemnim znanstvenicam. Kot prva bo nastopila dr. Mansa Šuštaršič, raziskovalka na Centru za študije posebnega izobraževanja na University of Hawaii at Manoa, kjer tudi poučuje predmete na oddelku za temeljne osnove izobraževanja. Njeno raziskovalno delo se osredotoča na mednarodne izmenjave, globalno državljansko izobraževanje in politiko šolstva. Danes nam bo predstavila temo z naslovom Mednarodne izmenjave mladih na Havaji, raziskovalni vpogledi. Predstavitev bo osvetlila, kako vlade z mednarodnimi izmenjavami spodbujajo mir in medsebojno razumevanje med narodi ter jih uporabljajo kot orodja javne diplomacije za doseganje zunanjepolitičnih ciljev. Posebna pozornost bo namenjena 2 programama, Future Leaders Exchange in Kennedy Lugar Youth Exchange and Study, ki jo financira ameriška vlada. Raziskava temelji na teoretičnih izhodiščih, ki prikazujejo, kako ti programi združujejo javno diplomacijo, geopolitiko, biopolitiko in kulturno izmenjavo. Izsledki temeljijo na 3 letih raziskovanja ter na izkušnjah gostovanja na 4 havajskih otokih. Predstavitev bo razkrila, kako te izmenjave vplivajo na srednješolsko mladino in gostiteljske družine ter kako se pri tem kažejo določene napetosti v javni diplomaciji. Poleg tega bo ponujen pogled v pomen teh programov pri gradnji medkulturnih mostov, spodbujanju razumevanja in utrjevanju miru med narodi. Vabljeni, da prisluhnete. Dr. Mansa Šuštaršič, beseda je vaša. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem v Sloveniji in po svetu. Najprej bi se rada zahvalila društvu Vtis za povabilo na ta simpozij. Veliko čast mi je, da lahko prvič delim del moje dizertacije in raziskav zadnjih nekaj let s slovensko javnostjo in vsem članom v društvu Vtis. Upam, da vidite moj PowerPoint. Torej, moja tematika dizertacije se osredotoča na mednarodne izmenjave mladih na Havajih na srednješolski ravni. Izmenjave mladih so pomemben del mednarodnega izobraževalnega okolja že od konca II. Svetovne vojne. Ameriška vlada investira v izmenjave kot orodje javne diplomacije za podporo svojih zunanjepolitičnih ciljev. V moji raziskavi se osredotočam na 2 specifična programa, financirana strani ameriške vlade, to sta FLEX ali Future Leaders Exchange in YES ali Kennedy Lugar Youth Exchange and Study. FLEX je bil ustanovljen leta 1993 za spodbujanje diplomacije z državami nekdanje Sovjetske zveze in vključuje 22 držav. Od daljnega leta 1993 se je FLEX razširil še na del jugovzhodne Evrope. YES program pa je bil ustanovljen leta 2002 kot odziv na 11. september za ohranjanje dobrih diplomatskih vezi z muslimanskimi državami. Trenutno je v YES programu 40 držav. Mladi, torej dijaki na srednješolski ravni, živijo 1 šolsko leto, polno financirani s šolnino z ameriške vlade, pri družinah, gostiteljicah, ki so vsi prostovoljci. Dijaki obiskujejo ameriško srednjo šolo in morajo deliti svojo kulturo z Američani in se obenem tudi učiti o ameriški kulturi. Namen moje raziskave je analiza večplastnih procesov, ki oblikujejo te programe. Okay. Na kratko, povzetek ciljev teh 2 izmenjav, ki jih obravnavam kot študijo primera, zato ker imata zelo podobne cilje. YES je bil namreč ustanovljen na podlagi in strukturiran na podlagi FLEX. Prvi cilj je spodbujanje medsebojnega razumevanja med državami, razvoj trajnostnih vezi med Američani in tujimi dijaki
povečanje razumevanja Američanov o državah in kulturah mednarodnih dijakov, zavedanje in sodelovanje dijakov v družbeno-političnih in demokratičnih procesih v Ameriki in sodelovanje v dejavnostih, ki spodbujajo medsebojno razumevanje in civilno družbo v domovini mladih, kar naj bi se zgodilo po izmenjavi dolgoročno, ko alumni teh programov tako rekoč širijo vrednote ameriške družbe v svoji domovini. Flex in jaz delujeta znotraj širšega državnega aparata, ki ga analiziram skozi različne teoretične perspektive na različnih ravneh. Uporabljam geopolitiko, javno diplomacijo, biopolitiko in kozmopolitizem. Geopolitika in javna diplomacija sta mi pomagala razložiti ozadje teh izmenjav, medtem ko sem s pomočjo biopolitike in kozmopolitizma raziskovala vrednote in norme, ki jih ti programi spodbujajo. Po Foucaultu biopolitika pomeni izvajanje moči nad življenjem in telesom posameznika. Tveganje, da posameznik ne izpolni programskih ciljev, je prisotno, na primer, kadar se mladostnik oziroma dijak ne prilagodi ameriškemu načinu življenja in je zato poslan nazaj domov. Torej, ni vreden investicije. Na koncu sem z uporabo teorije učenja kulture analizirala tudi medkulturne izkušnje udeležencev na osebnostni ravni. Moja raziskava se osredotoča na 3 ključna vprašanja. Na kakšen način Flex in jaz izmenjavi poskušata vzbuditi uradne normative in vrednote programov, kako udeleženci izmenjav izkusijo program in njegove procese, ter v kolikšni meri te izkušnje odražajo cilje programa. Kako udeleženci izkusijo medkulturno izmenjavo v okviru bivanja v ameriški družini in kakšne vrste interakcij zaznamujejo njihove izkušnje, torej bolj na osebnosti ravni in v sklopu bivanja v družinah gostiteljicah. Kar se tiče moje metodologije, to je bila kvalitativna študija. Zaradi kolektivnega konteksta teh 2 programov sem izbrala študijo primera ali case study. Oba programa namreč financira ameriška vlada, strukturirana in izpeljana pa sta na enak način, s strani iste organizacije in lokalnih koordinatorjev na Havajih. V tej kvalitativni študiji sem izvedla intervjuje, opazovanja in analizo uradnih dokumentov. Podatki so bili zbrani od 2017 do 2020 in so zajeli 3 generacije dijakov in družin. Če pogledamo na časovnico, opazovanje udeležencev sem izvedla v različnih časovnih obdobjih, prvič na vseh obveznih orientacijah, drugič na vseh delavnicah in treningih, ki se imenujejo tako rekoč dodatne aktivnosti programa, na različnih izobraževalnih in družabnih dogodkih skozi celo šolsko leto, ko so bili dijaki na Havajih. In vsi intervjuji so bili izvedeni ob koncu izmenjave. Mogoče še ena zanimivost, zakaj sem se odločila za to raziskavo in da se razume, kako sem imela kontakt do udeležencev. Pred večimi leti sem namreč delala za organizacijo na Havajih, ki koordinira te programe in v sklopu moje dizertacije sem delala kot prostovoljka, še vedno pri tej organizaciji, kar mi je pomagalo pri kontaktih in pri gradnji odnosa z vsemi udeleženci. Nazaj na mojo metodologijo. Uporabila sem namensko vzorčenje za izbor raznovrstnega vzorca, ki je vključeval 44 udeležencev, od tega 23 dijakov, 19 družin in 2 lokalna koordinatorja. Za kodiranje sem uporabila in vivo, s katerim sem najprej induktivno oblikovala kode, nato pa z deduktivnim pristopom dokončala mojo tematsko analizo. Kredibilnost je bila vzpostavljena s triangulacijo in preverjanjem ugotovitev pri mojih udeležencih. Še malo zemljevida tukaj, da pogledamo, kje so bili dijaki. Torej, večina Flex dijakov je iz vzhodne in jugovzhodne Evrope,
nekatere države, ki so večinsko muslimanske, so v YES programu. Potem smo imeli dijake iz Osrednje Azije, Bližnjega vzhoda in tudi Afrike. Malo več kot polovica dijakov je bila na programu Flex. Imeli smo 15 deklet in 11 fantov. Starost mladih je bila med 15 in 19 let, s povprečno starostjo 16 in pol. Kar zadeva družine gostiteljice, bilo je 7 enostarševskih družin, 6 jedrnih družin, 4 večgeneracijske družine, kar je precej tipično za Havaje, in 2 družini brez otrok. V 13 družinah so bili starši v 13 družinah so bili starši delovni profesionalci, srednjega do višjega srednjega razreda. Med drugim pa je bilo tudi 6 družin, kjer so bili starši upokojeni. 15 družin je odraslo na celinski Ameriki, samo 4 pa na Havajih. Glede na leta gostovanja, polovica družin je gostila prvič, 5 družin pa že več kot 20 let. Sedaj imam 3 slajde tukaj z ugotovitvami, ki se nanašajo na vsako od mojih raziskovalnih vprašanj. Moje ugotovitve kažejo, da so Flex in YES programi z visoko strukturiranim rednim spremljanjem, poročanjem in ocenjevanjem dijakov, osredotočeni na želeno vedenje in lastnosti le-teh, poskušali v mladih vzpostaviti proameriške norme in vrednote. Lokalni koordinatorji so odgovorni, da, citiram, postavijo ton za leto, pregledajo pričakovanja in pravila ter poudarijo prilagoditev dijakov ameriškemu življenju. Dodatne dejavnosti kot delavnice in treningi vodstvenih sposobnosti tekom leta so mlade izpostavile delu ameriške vlade in civilne družbe. Po delavnici o ameriški zakonodaji, na primer, je eden izmed dijakov opazil, citiram, v Ameriki imajo državljani večjo svobodo govora, da izrazijo svoje mnenje v primerjavi z mojo domovino. Manj očitni načini spodbujanja ciljev programa so bili preko izobraževalnih in vodstvenih iniciativ, kot so na primer Teden mednarodnega izobraževanja v novembru, Teden civilne vzgoje in prostovoljne dejavnosti. Mladi so namreč morali narediti uradne predstavitve v njihovih šolah in v njihovih lokalnih skupnostih o svojih državah in kulturah. Medtem ko so imeli mladi več proste izbire, koliko truda so želeli vložiti v prostovoljstvo, minimalno 20 ur, pa vse do 100 ur, kar jim prinese priznanje ameriške vlade, so te dejavnosti nudile dodatne priložnosti za mreženje z domačini. Večina mladih je tudi izrazila željo, da bi radi nadaljevali s prostovoljstvom v svoji domovini, ampak preko alumni oziroma mrež bivših Flex in YES udeležencev. Naslednji sklop ugotovitev se nanaša na programske izkušnje mojih udeležencev in so pokazale, da so mladi že pred izmenjavo imeli proameriške nagibe in so si želeli pridobiti štipendijo, ki jim omogoča enoletno bivanje v Ameriki praktično zastonj. Ena od družin je opazila, citiram, prebral sem prijave, a jih vedno vzamem za rezervo. Čez leta smo ugotovili, da dijaki pišejo tisto, kar mislijo, da jim bo pomagalo priti na izmenjavo. Kar zadeva družin, so osebni razlogi za gostoljubje vključevali željo po izboljšanju družinskih odnosov, delitev vere in premagovanje družinske stiske. Dolgoročni motivi teh družin so bili nasplošno bolj usklajeni s cilji programa, kot pa te od dijakov, saj so izražali visoko zaupanje v programe podprte strani ameriške vlade. Programa uporabljata izraze kot uspeh in neuspeh tekom leta, da okrepijo pravila, vedenja in odnose. Naprimer, fleksibilnost in prilagodljivost sta 2 veliki vrlini, ki jih morajo dijaki utelešiti znotraj družine, šole in skupnosti. Citirani primer tukaj prikazuje, kako se mladi počutijo, ko so pod pritiskom, da uspejo na izmenjavi.
in če ne uspejo, so praktično neuspeh oziroma failure. Medtem ko se na izmenjavi pričakuje, da bodo mladi predstavljali svojo državo, torej svojo domovino in družine, ameriško kulturo, nekatere posameznikove identitete niso ustrezale prevladujoči kulturi v njihovih državah. Namreč tisti, ki so pripadali etničnim in verskim manjšinam, so videli dolžnost kulturnega ambasadorja kot breme in ne kot nagrado, kot je to predstavljeno preko programa. Nazadnje, mladi so izrazili upanje na vdih glede možnosti pridobitve znanja bolj globalno v prihodnosti in ne le v ZDA, večinoma so bili fokusirani na njihove osebne in poklicne cilje po izmenjavi. In zadnji sklop mojih ugotovitev se nanaša na medkulturne izkušnje izmenjave na najbolj individualni ravni. In te so v okviru bivanja pri družinah gostiteljicah. Kulturna izmenjava je segala v globje pogovore o politiki, veri in rasi. Šlo je tudi za različne nianse v deljenju kultur, pri čemer so bile najbolj izrazite razlike med družinami iz celinske Amerike, azijskimi Američani in domačini iz Havajev. Celinske družine so se namreč zavestno trudile govoriti o tem, kar je tipično ameriško, in njihov življenjski slog je v veliki meri odražal slog celinske ameriške družine. Napetosti, povezane z vlogo javne diplomacije, so bile delno posledica te neustrezne raznolikosti družin, zlasti v kolonialnem kontekstu Havajev, in zvezne države, ki je najbolj multikulturna v Ameriki, ampak ta raznolikost je manjkala v družinah. Kar zadeva odnose med dijaki in družinami, so različne vrste družin ustvarile okolje, podobno bodisi jedrni družini, v družinah z otroki, ali bodisi prijateljske odnose v enostarševskih družinah. Kljub nekaterim izzivom, kot je opaziti v citatu tega očeta, so dijaki postali pravi člani družine, kjer so aktivno pomagali pri domačih opravilih in sodelovali v družinskih dejavnostih. Zadnja tematika v tem sklopu se osredotoča na osebnostno rast in razvoj mladih. Družine so vedenje mladih večinoma dojemale kot značilno za obdobje najstništva, ne pa kot medkulturni izziv ali problem. Kljub temu je bil proces razvoja mladih v smeri večje samozavesti, samostojnosti in zrelosti uspešen, predvsem zaradi zaupanja, ki so ga mladi postopoma zgradili v pozitivnem odnosu z družinami. In sedaj k moji razpravi. Razprava je razdeljena spet na 3 moja raziskovalna vprašanja. Torej, najprej se osredotočam na programsko raven, kjer smo opazili izrecne napore za vgrajevanje norm in vrednot ameriške družbe, ki so bili jasno vidni v visoko strukturiranih procesih, ki so spodbujali želene vrednote in vedenje, značilno za tako rekoč uspešnega dijaka. Ta pristop je bil podprt z hierarhično strukturo programov, ki je določala jasna pravila in smernice. Aktivnosti so na površinski ravni promovirale proameriška stališča, pri čemer so mladim predstavljale ameriški način življenja kot superiorno kulturo. To je pri mladih ustvarjalo vtis, da je potrebno sprejeti ameriške vrednote in načela, če želijo izboljšati družbene in kulturne norme v svojih domačih okoljih. Na moje drugo raziskovalno vprašanje so se pojavile napetosti povezane z vlogo javne diplomacije. Eden izmed ključnih izzivov se nanaša na izbor gostiteljskih družin, poudarjanje prostovoljske vloge gostiteljev, ki ga promovira vlada, izvira iz povojnih ciljev, spodbujanja dobre volje in gostoljubnosti. Vendar pa so zaradi generacijskih in družbenih sprememb mlajše generacije danes bolj osredotočene na okoljevarstvene izzive, na primer, kot na javno diplomacijo. Poleg dejstva, da družine gostiteljice niso finančno nagrajene,
se pojavljajo tudi težave, kot sta pomanjkanje raznolikosti in pogoste menjave družin na Havajih. Ugotovitve ponujajo tudi globlji vpogled v identitete, izzive in koristi, ki jih prinašajo vloge kulturnih ambasadorjev. Mladina je namreč program izmenjave dojemala bolj kot prestižno nagrado, kot pa odgovornost, ki od njih zahteva kulturne, družbene in politične obveznosti. In to je včasih težko dojeti, ko si star 15-16 let. In glede na moje tretje vprašanje, kulturna izmenjava v okviru bivanja pri družinah je razkrila, da je deljenje kulture temeljilo na identiteti udeležencev in njihovih življenjskih izkušnjah, ne glede na to, iz katere države so bili. Posebej izrazito je bilo to v kolonialnem kontekstu Havajev, kjer so družine, ki niso odraščale na Havajih, čutile potrebo po predstavitvi prave Amerike in samo znamenitosti Havajev na zelo površinski kulturni ravni, kar torej ni odražalo prave kulture in vrednot multikulturnih Havajev. Ena izmed najpomembnejših izkušenj programa za vse udeležence pa je bila gradnja odnosov. Mladina in družine so razvile občutek pripadnosti, kar kaže na potencial dolgoročnih vezi, ki jih program spodbuja. To potrjuje uspešnost programa pri doseganju cilja vzpostavitve tesnih odnosov med mladimi in Američani na dolgi rok. In čeprav je bil glavni namen graditi bilateralne odnose, kjer bi alumni postali ambasadorji ameriških vrednot in kulture, je mladina program večinoma dojemala kot priložnost za osebnostni razvoj in izboljšanje svojega socialno-ekonomskega položaja in mobilnosti v prihodnje. Sedaj pa se obrnem na moje teorije. Najprej bom začela na individualni ravni. Dvosmerni in dvostranski vidiki medkulturnih izmenjav. Po teoriji učenja kulture so dnevne interakcije in izkušnje v okviru bivanja pri gostiteljih dragocene priložnosti za spoznavanje različnih kultur, ampak ta teorija ne upošteva nijans med kulturami, ker namreč predpostavlja obstoj ene dominantne kulture, od katere so se dijaki morali učiti, kar odpira vprašanje ameriške kulturne hegemonije. Naslednja teorija je bila kozmopolitizem. Skozi kozmopolitsko teorijo razpravljamo o tem, kako mladina skozi izmenjavo uteleša liberalni kozmopolitizem, ki poudarja individualizem, svobodo in ideale ameriških sanj. Program spodbuja površinsko raznolikost, ampak mladih ne sooča s ključnimi problemi ameriške družbe, kot so na primer neenakosti, rasne krivice in izključenost. Tukaj predlagam premik k kritičnemu in emancipacijskemu kozmopolitizmu, ki vključuje mlade v globje, medkulturne in globalne razprave. Naslednja teorija je biopolitika. Programi skozi biopolitične pristope vzdržujejo želeno ambasadorsko subjektivnost. S precej selektivnim izborom so te štipendije namenjene tistim, ki že v začetku nakazujejo, da sprejemajo norme in vrednote države gostiteljice. Mladina prevzame ambasadarsko diplomatsko identiteto z odgovornostjo, da, citiram, predstavlja sebe in svojo državo. Program nato želi oblikovati njihovo življenje in vedenje v Ameriki. Hkrati pa obstaja tveganje neuspeha, če posamezniki ne izpolnijo pričakovanj in zato morajo dokazovati svojo privrženost državi gostiteljici in stremeti k uspehu čez celotno šolsko leto. In končno na najvišji ravni javne diplomacije in geopolitike ali makrodinamike teh programov razkrivam povezave med bilateralno proameriško naravnano izmenjavo, medtem ko bi se te programi morali osredotočati na pripravo mladih za odgovorno globalno državljanstvo. V kontekstu dogodkov, kot so na primer trenutne razmere v Ukrajini in Palestini, obe od teh držav sta namreč v programih,
ki jih omenjam danes, ostaja vprašanje, ali izmenjave poglabljajo ideološke razkole znotraj regije. In še zaključek, ta raziskava je omogočila globje razumevanje, kaj pomeni biti mladostnik, ki živi in deli kulturo z ameriško družino, ter kako udeleženci dojemajo vlogo javne diplomacije in njenih kompleksnih procesov. Osredotočila sem se tudi na vprašanje ontoepistemološke narave. Oba programa sta del javne diplomacije, ki ohranja ameriško hegemonijo pod okriljem zahodne ontologije. Predlagam, da te in podobne izmenjave vključujejo medkulturne in kritične pristope, ki presegajo politične cilje prevladujoče države. Programi bi lahko namreč izkoristili multikulturne vire lokalnih skupnosti, sploh v kontekstu Havajev. Bivanje pri gostiteljih je edinstvena priložnost za učenje raznolikih načinov življenja in razumevanja sveta, ter za globje vživljanje v te razlike. Za dosego tega cilja pa morajo izmenjave sprejeti alternativne ontologije in epistemologije, ki se osredotočajo na povezovanje z nezahodnjaškimi življenjskimi nazori. To je tudi moja kritika teh asimetričnih struktur moči in etnocentričnih pogledov, ki zaznamujejo te mednarodne izmenjave. In to je vse, kar imam pripravljeno danes. Najlepša hvala in se veselim vaših vprašanj. Dober dan, pozdravljeni, Luka Šinkovec tukaj. Moje vprašanje je, ste tekom vaše raziskave tudi gledali, ko se je dijak vrnil v svoje domače okolje, je bila kakšna morda stigmatizacija osebe, ki je bila pod ameriško kulturno hegemonijo? Hvala. Ja, hvala za to vprašanje. V sklopu moje dizertacije in teh 3 generacij nisem imela priložnosti nadaljevati z alumni, sem pa naredila drug projekt z alumni, specifično tudi 2 publikaciji na to temo, kjer je bil vzorec 20 alumni, vse od, mislim, da 3 do 15 let po izmenjavah, oba programa, Flex in Yes. In ja, nažalost je bilo veliko stigmatizacije, sploh med dijaki, ki so bili mlajši in so se vrnili v svoje srednje šole, ki so jih pač zapustili za 1 leto, se vrnili nazaj, zato ker med najstniki iz psihološkega vidika, njihova identiteta še ni popolnoma razvita do te mere. In medtem, ko so oni 1 leto v tujini, pač v katerikoli državi, se zelo utelešijo to novo kulturo in slog življenja. In to se potem kaže v njihovi domovini, kjer jih njihovi najstniki ne sprejemajo. Jih vidijo kot drugačne, veliko je ljubosumja in med dijaki, ki so se vrnili, je bilo tudi veliko negativnih izkušenj, kot so depresija, nerazumevanje, tudi nerazumevanje staršev in družin. In velika večina je namreč govorila o tem, kako jih ni nihče razumel. Vsak bi poslušal njihovo zgodbo samo enkrat in to je to, in potem so pričakovali, da gre življenje naprej, kot je bilo pred izmenjavo, ampak seveda to se ni zgodilo. Posledica tega, in kar je povezano s tem panelom, pa je, da gre za velik beg možganov, ko vlade financirajo mlade, ki so res v taki najstniški fazi življenja. To zelo močno vpliva na njihovo željo po mobilnosti v prihodnje. In te starejši alumni, s katerimi sem delala raziskave, velika večina je bila v tujini in nimajo želje po vrnitvi domov. Tako da, ja, to je po eni strani problem, po drugi strani pa posameznikova želja in odskočna deska. Andrej Grebenc je moje ime. Zanima me, ko ste govorili o kontinentalni ameriški kulturi, katere so glavne karakteristike, ki ste jih analizirali, če lahko o tem nekaj poveste. Druga stvar je v tem, samo proščujem, druga stvar je v analizi družin ste omenili ameriško željo
po izmenjavi verskih, religioznih, ne vem, okolij ali karkoli. V analizi tega, v vašem pa nisem te karakteristike zasledil. Lahko o tem nekaj več poveste. In tretja observacija, tretje opažanje. Gotovo, analiza, ki ste imeli, je striktno asimetrična, s stališča, bi rekel, moči. Namreč, ko nekdo kot oseba pride v družino, v popolnoma drugačno okolje, ima tam tako rekoč nadomestne starše, pod narekovajem, in seveda to je drugačen odnos, kot recimo, če bila izmenjava med mladostniki. Ste te elemente tudi kaj obravnavali? Se pravi, te 3 vprašanja. Hvala. Ja, najlepša hvala za ta vprašanje. Rada bi delila več ugotovitev z vami, seveda, ampak ker pač nimamo zadosti časa, je bilo omejeno. Glede kontinentalne Amerike, zadeva na Havajih je taka, veliko je družin, ki so medkulturne, ne samo v smislu različnih mešanice ras, etničnih ozadij in tako naprej, ampak tudi medgeneracijsko, medkulturne, torej res zelo velika raznolikost teh družin, kjer so vrednote drugačne kot na celinski Ameriki. Na Havajih je skupnost velika vrednota, družina še večja vrednota. Zato so tudi 4 družine tukaj večgeneracijske. Na celinski Ameriki pa so vrednote individualizem, kjer pač mladi, ko grejo na univerzo, se odselijo v družine. Na Havajih, na primer, tega ni. In te družine zelo drugače funkcionirajo. Na primer, celinske družine se osredotočajo na delo, na profesionalizem, na zaslužek, tudi kako preživijo, na primer, prosti čas, je zelo drugačen kot družina na Havajih, ki se družijo zunaj v parkih s sorodniki, prijatelji in tako naprej. Medtem ko celinske družine, na primer, hodijo v shopping mole, gledajo televizijo. In te razlike so bile podane za strani raznih udeležencev, tudi dijakov, ki so menjavali družine in opazili te razlike. Kar se tiče vere oziroma religije, družine načeloma ne smejo postati gostiteljice, če imajo namen deliti svojo vero oziroma želijo nekoga preusmeriti v njihovo religijo. Ampak v mojih intervjujah s določenimi družinami so same dejale, da je bila njihova motivacija, da delijo v tem primeru katoliško vero z dijaki, ki so iz muslimanskih držav. Torej, kako je to potem dejansko v praksi? Dijaki so ponavadi povabljeni v versko skupnost te družine, če želijo, in to je ponavadi priložnost za prostovoljno delo, za spoznanje mladine, s katerimi se lahko družijo in postanejo prijatelji, bolj kot pa širjenje religije. In če pride do konfliktov, potem se seveda družina zamenja. Tako da, ja, v moji analizi religija ni bila glavna tematika, to je pač bila tematika, ki se je pojavila, lahko rečem, nepričakovano, ker ni bila del programa ali motivov. In za vaše zadnje vprašanje, ki se je nanašalo na, zdaj mi je simetričnost. Asimetrično moč. Ja, torej, definitivno moje smernice v dizertaciji so temeljile na moči, zato ker sem gledala na različne ravni, makro, mezo in mikro, kjer v bistvu zato tudi uporabljam različne teorije, da lahko obrazložim te ugotovitve. In na makro ravni sem analizirala veliko vladnih dokumentov in retorike, ki je v ozadju teh programov, torej veliko politične retorike.
diplomacije in tako naprej. Na programski ravni sem analizirala retoriko iz dokumentov, ki služijo za orientacijo in, ko rečem, nasplošno čez cel program šolsko leto, kar lokalni koordinatorji uporabljajo in morajo slediti tem pravilom. Tako da ja, to je pač en pogled, lahko bi bilo več različnih načinov, kako se analizirajo ti podatki, ampak to je bil pač moj način. Ja, najlepša hvala. Še zadnje vprašanje, moje ime je Tina Nemarnik. Zanima me, kako posamezniki oziroma vi kot agencije, preiskovalci izbirate ustrezne profile iz držav, ki prihajajo na to izmenjavo in v bistvu kakšne so karakteristike teh posameznikov, ki jih vi dejansko skautate za to. Ja, hvala za to vprašanje, ker mogoče ni bilo dovolj jasno opredeljeno, da mi ne izbiramo dijakov. Ti dijaki so izbrani s strani vlade. To pomeni, da vlada v bistvu ima ljudi, ki skenirajo pač in določijo, kdo bo izbran. Je pa cela selekcija poteka 1 leto v domovini teh dijakov, se pravi v vseh teh državah, ki sodelujejo v programu. Dijaki grejo čez 3 procese, čez 3 velike intervjuje, čez pisni del, čez v bistvu pisanje esejev v angleščini in potem tudi čez opazovanje, kjer ti ljudje, ki so financirani z ameriške vlade, opazujejo določene karakteristike. Te pa so vodstvene sposobnosti, sposobnosti delati v timu oziroma v ekipi, prilagodljivost, znanje angleščine in seveda tudi gledajo na določene šolske uspehe in prostovoljno delo, ki so jih ti dijaki opravili doma. Mogoče samo za idejo, na primer, ena država ponavadi izbere samo okoli 20 dijakov, kar je zelo, zelo selektivno. Lepo se zahvaljujemo dr. Manci Šušteršič za izjemno zanimivo predavanje. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo predavateljico, dr. Katarino Mozetič. Dr. Katarina Mozetič je doktorica sociologije in trenutno deluje kot postdoktorska raziskovalka na področju mednarodnih migracij na Univerzi v Malmöju in na inštitutu The German Center for Integration and Migration Research v Berlinu. Njeno raziskovalno delo temelji predvsem na kvalitativnih metodah, pri čemer se osredotoča na teme, kot so naseljevanje beguncev in transnacionalne prakse migrantov. Svojo izobraževalno pot je začela na univerzah v Ljubljani, Bergenu in Malmöju, doktorski naziv pa je leta 2022 pridobila na Univerzi v Oslu. V svojem doktorskem projektu je raziskovala, kako visoko izobraženi begunci dojemajo vključevanje na trg dela v 3 mestih, Oslu, Malmöju in Münchnu. Njeni prispevki so objavljeni v številnih mednarodnih znanstvenih revijah, ki se ukvarjajo z migracijami. Zdaj pa vabimo dr. Katarino Mozetič, da z nami deli svoje poglede in raziskave. Dr. Mozetič, izvolite. Najlepša hvala. Predno začnem, lep pozdrav vsem skupaj, tistim v Ljubljani in vsem preko Zooma. In seveda hvala tudi društvu TIS za priložnost, da na kratko predstavim en delček svojega raziskovalnega dela. Torej, kot sem rekla, živeti tukaj in delati tam je za mnoge postalo nekaj zelo običajnega. Delo na daljavo, torej, ki se je razširilo po pandemiji COVID-19, je postala običajna praksa za številne visoko kvalificirane delavce. Delo na daljavo ponavadi povezujemo z digitalnimi nomadi, programerji, grafičnimi oblikovalci in tudi raziskovalci.
Begunce po drugi strani ponavadi povezujemo z drugačnimi asociacijami. Ob besedi begunec nekateri morda pomislijo na natrpane begunske tabore, spet drugi morda vidijo pred sabo ljudi, ki so potrebni pomoči. In ko razmišljamo o delu beguncev, jih dostikrat povezujemo z temo brezposelnosti ali pa z delom na manj kvalificiranih in slabše plačanih delovnih mestih. To so vse seveda izredno resnične upodobitve realnosti beguncev, katere je potrebno nujno nasloviti. In vendar to niso edine realnosti. Čeprav je natančne podatke težko dobiti, med razseljenimi Ukrajinci delo na daljavo v bistvu ni redkost. Kot nekateri podatki iz leta 2022 kažejo, dela skoraj petina notranje razseljenih beguncev v Ukrajini na daljavo in tudi v drugih državah v Evropski uniji begunci iz Ukrajine delajo na daljavo. Recimo na Švedskem, na Češkem 19%, na Poljskem skoraj četrtina. In v tej predstavitvi bi rada predstavila del rezultatov raziskave, v kateri sem sodelovala zadnja leta in kjer smo se med drugim dotaknili tudi teme dela na daljave med begunci. Gre za raziskavo, na kateri sem delala z številno zasedbo sodelavk in sodelavcev na inštitutu v Berlinu in v kateri so nas zanimali procesi naseljevanja beguncev iz Ukrajine v dveh nemških mestih, v Berlinu in v Münchnu. In pri tem je šlo za longitudinalno kvalitativno panelno študijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo med septembrom leta 2022 in aprilom letošnjega leta izvedli 5 valov intervjujev z osebami, ki so zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil zapustile Ukrajino in sedaj živijo v Münchnu in Nemčiji in Berlinu. In z večkratnimi intervjuji smo želeli zajeti spremembe, ampak tudi konstantne njihovih procesov naseljevanja v Nemčiji. In v tej skupini ljudi, s katerimi smo izvedli intervjuje, smo imeli tudi skupino 10 žensk, mater, ki so prišle v Nemčijo z majhnimi otroki in večina njih je bila visoko izobraženih, vse so prišle v Nemčijo po februarju 2022 in vse so prejele zaščito v Nemčiji v skladu z direktivo o začasni zaščiti. Med večini naših sogovornic se je njihova prihodnost zdela negotova, v smislu, bile so nesigurne, kje se bo njihovo življenje odvijalo v prihodnosti. Bodo ostale v Nemčiji, bodo smele ostati v Nemčiji, ali se bodo vrnile v Ukrajino, se bodo morale vrniti v Ukrajino. In ta nesigurnost je bila povezana z različnimi dejavniki. Bile so nezmožne napovedati, kako dolgo bo vojna trajala, kakšen bo potek vojne in tudi kakšne bodo razmere v Ukrajini po vojni. Mnoge niso bile prepričane, kakšno bo stanje varnosti v Ukrajini po vojni. Mnoge so bile prepričane, da se bo gospodarski položaj v državi poslabšal in da bo tudi družba bila označena za neko kolektivno travmo. Poleg tega so bile nesigurne, kar se tiče njihovega prihodnjega življenja, v smislu, ali bodo ostali v Nemčiji ali šle nazaj v Ukrajino, tudi zaradi razseljenih družin. Kot verjetno večina ve, je večina moških
morala ostati v Ukrajini zaradi prepovedi emigracije moških. In zaradi tega je večina beguncev iz Ukrajine žensk z otroci in tudi z starejšimi člani. Kot nekatere statistike kažejo, nekje 70–75% vseh beguncev v Evropi predstavljajo ženske. Ta negotova prihodnost je bila tudi povezana z nezmožnostjo vedenja, ali bodo bile zmožne vzpostaviti neko normalno življenje, se naučiti jezika, pridobiti zaposlitev in tako dalje. In še ena stvar, ki je vplivala na ta občutek negotovosti, je seveda tudi začasnost direktive o zaščiti. Kot morda nekateri veste, so begunci iz Ukrajine v začetku dobili zaščito za 2 leti do marca 2024 in potem je bila direktiva podaljšana za 1 leto do zdaj prihodnjega marca. In recimo v Nemčiji so ravno pred 2 tednoma spet določili, da se bo direktiva podaljšala še za 1 leto. Torej, vse naše sogovornice sedaj vejo, da lahko v Nemčiji ostane vsaj do marca 2026. In zaradi te negotovosti, ali naj ostanejo v Nemčiji, ali naj se vrnejo v Ukrajino, so številne udeleženke naše raziskave živele tako imenovano transnacionalno življenje. To je v bistvu, z drugimi besedami, to pomeni, da živijo v več državah hkrati. In medtem, ko si ustvarjajo svoje življenje v Nemčiji, vidimo pri naših sogovornicah, da hkrati tudi ohranjajo ali vsaj skušajo na nek način ohranjati svoja življenja v Ukrajini. Torej, medtem, ko v Nemčiji iščejo dolgoročno nastanitev, obiskujejo tečaje nemščine, če imajo to možnost, in iščejo zaposlitev, nekatere so celo že našle zaposlitev, in medtem, ko njihovi otroci obiskujejo vrtce in šole, hkrati vidimo pri naših sogovornicah, da na nek način skušajo tudi ohranjati svoja življenja v Ukrajini. In to vidimo predvsem na 3 področjih. Po eni strani skrbijo za tiste, ki imajo nepremičnine v Ukrajini, skušajo skrbeti za svoje hiše ali stanovanja, jih skušajo ohraniti, ne razmišljajo o prodaji, recimo. To je en aspekt. Drugi aspekt je, da vidimo, da se je večina odločila, da bodo svoje otroke poslale ne samo v šolo v Nemčiji, ampak da bodo nadaljevali z šolanjem otrok tudi na daljavo. Torej, večina otrok naših sogovornic je poleg tega, da so vsak dan od ponedeljka do petka hodili v šolo v Nemčiji, so potem popoldne oziroma tudi čez vikende obiskovali šolo na daljavo v ukrajinščini, kar je bilo organizirano iz strani Ukrajine. In tretji aspekt je pa bil tudi čezmejno delo na daljavo. In kar vidimo je, da v bistvu posebnost ukrajinskih beguncev je, da v Ukrajini obstaja zelo visoka raven digitalne pismenosti, dostop do digitalnih tehnologij in tudi med vojno se je skušala ohraniti relativno dobra internetna povezanost. In vse to omogoča in olajšuje beguncem iz Ukrajine dostop do
dela nadaljavo. Med našimi 10 sogovornicami, na katere se tukaj koncentriram, je recimo kar 6 jih je delalo nadaljavo. In to pomeni, da so delale za svoje ukrajinske delodajalce. In s tem so si naše sogovornice med drugim tudi ohranjale svoje življenje v Ukrajini, če bi se morebiti vrnile tja. S tem so ohranile svojo zaposlitev in tudi družbeni status. In medtem, ko so navigirale možnosti, ali bodo našle zaposlitev v Nemčiji ali ne in kakšno zaposlitev bodo našle, so s tem tudi še vedno dobivale plačo in, kot rečeno, ohranjale svoj družbeni status. Ampak kar smo tudi videli, je, da v bistvu to delo nadaljavo ni bila enkratna odločitev, za katero so se odločile in katero so imele namen izvajati za nedoločen čas, vendar smo videli, da so skozi naše valove intervjujev, ki smo jih v bistvu vedno počeli z istimi osebami, smo videli, da so konstantno razmišljale, kako dolgo bodo še delale nadaljavo, kako dolgoročna rešitev je to, kaj se mora spremeniti v Nemčiji, kaj se mora zgoditi v Ukrajini, da bodo nadaljevale z tem delom. Drugi vplivi, ki so tudi vplivali na to odločanje, kako dolgo bodo še delale nadaljavo, so pa bili tudi različni izzivi, ki so jih doživljale. Dosti so govorile o izpadih elektrike in slabi internetni povezavi. Prav tako je dosti govorilo tudi o nepredvidljivosti zaposlitve v Ukrajini. Med par sogovornicami smo videli, da so na neki točki delodajalci se odločili, da ne bodo več zaposlovali nadaljavo in tako so naše sogovornice izgubile zaposlitev. Prav tako jim je vzelo ogromno časa navigirati različne predpise o delu nadaljavo, o obdavčitvi, socialnemu varstvu. In prav tako so tudi govorile o težavah združevanja dela nadaljavo z integracijo, torej z obiskovanjem jezikovnih tečajev in tako dalje. In kar dejansko smo videli, je, da smo z nadaljevanjem naših intervjujev in z nadaljevanjem vojne smo videli postopno zmanjševanje ohranjanja zaposlitve v Ukrajini in z večjo usmerjenostjo k iskanju dela v Nemčiji. Zakaj vidimo ta fenomen dela nadaljavo med begunci iz Ukrajine? Kot že rečeno, po eni strani je to povezano z tem občutkom negotove prihodnosti, nezmožnosti da si nezmožen napovedati, kje se bo odvijalo tvoje življenje. Boš lahko ostal v Nemčiji, se boš vrnil v Ukrajino. Ampak hkrati je to povezano tudi z zmožnostjo, da delaš nadaljavo. In tukaj je zelo pomembna ta napredna digitalizacija Ukrajine in hkrati tudi karakteristika večine ukrajinskih beguncev, ki so večinoma visoko kvalificirani. In hkrati pa vseeno vidimo, kot sem rekla, da je to bolj neka začasna prehodna ureditev in da smo v večini primerov videli, da sogovornice ne vidijo tega kot neko dolgoročno rešitev. In da zaključim svojo predstavitev, zakaj mislim, da je pomembno raziskovati in prepoznati, da begunci delajo nadaljavo.
Po eni strani preusmerimo pozornost z teh kategorij migrantov na prakse, ki povezujejo različne osebe različnih migracijskih ozadij. Kaj hočem reči s tem? Begunce ne vidimo več kot ena homogena entiteta, ampak kažemo, da določene prakse, s katerimi se begunci ukvarjajo, v bistvu so zelo podobne ne samo drugim kategorijam migrantov kot visoko kvalificiranim migrantom, to da mogoče vsem nam, ki tudi delamo nadaljavo, čeprav mogoče ne čez meje. In to je pomembno. In hkrati tudi mislim, da je pomembno prepoznati vpetost beguncev v te transnacionalne prakse, zato ker izzivajo vpetost beguncev v državne, nacionalne sisteme zaščite, kot so socialni prejemki in penzije. In da nas zatem silijo k vzpostavljanju drugih sistemov podpore, ki prepoznavajo, da integracija beguncev, da naseljevanje beguncev se ne odvija samo lokalno tukaj, ampak se včasih odvija v nekem dialogu, ki čez mejo, v dialogu z drugimi državami. In da je to treba prepoznati in, kot sem rekla, vzpostaviti strukture podpore. S tem bom zaključila svojo predstavitev in se vam zahvalila za poslušanje in se veselim vaših vprašanj. Hvala. Dobro jutro, Tim Weber tukaj. Zelo zanimiva predstavitev. Tukaj ste predstavili nekaj konceptov, ki jih tudi mi vtisovci doživljamo, se mi zdi, na dnevni bazi, pa o njih ne razmišljamo na tak znanstveni način. Mogoče malo posredno vprašanje, ampak kaj lahko recimo države, te izvorne države, odkoder begunci prihajajo, naredijo, da bolj ohranjajo to neko transnacionalno povezavo izseljencev z domovino? Med begunci, pa tudi drugimi migranti, vidimo različne transnacionalne povezave. Dosti se govori o recimo politični povezanosti preko recimo volitev, o recimo neki kulturnih transnacionalnih praksah ali pa socialnih transnacionalnih praksah, recimo družin, ki so razpete med različne države. Ampak hkrati pa vidimo tudi bolj te neke ekonomske transnacionalne prakse. In večina držav izvora recimo se dosti ukvarja z prejemanjem remittances, torej dohodkov, ki jih migranti pošiljajo nazaj svojim družinam, prijateljem, znancem, da jim pomagajo ekonomsko v državah, odkoder prihajajo. Kar se tiče dela nadaljavo, predvsem med begunci, je to, kot sem rekla, je to relativno malo znano. In dobro vprašanje je, kaj bi lahko države izvora naredile, da bi spodbujale to. V tem predstavljam si, da bi morale na nek način olajšati te birokracijske ovire, ki so med državami, kar se tiče plačevanje davkov, prenosa pokojnin, socialne zaščite. To je že na ravni Evrope, čeprav govorimo že zelo dolgo o tej brezmejni Evropi in evropskemu projektu, je to še vedno je razrešitev teh vprašanj še vedno
za posameznike zelo kompleksna, to lahko povem tudi iz osebnih izkušenj. Tako da to bi se definitivno, bi jaz rekla, moralo poenostaviti. Po drugi strani razmišljam tudi, da bi se moralo recimo vzpostaviti možnosti, da so delodajalci vidijo neko prednost v tem, da imajo mogoče delavce, ki niso lokalno placirani, ampak delajo od nekod drugod, in da države na nek način pomagajo delodajalcem vzpostaviti te strukture in olajšati delodajalcem in jim pomagati videti tudi prednosti tega dela. Najlepša hvala. Eno vprašanje še? Me slišite? Ja. Kolegi Samozetič, ok, pozdravljeni. Dragi Grebenc pri telefonu. Pri telefonu se oproščam. Navada. Zanima me, boste z tem delom nadaljevali, oziroma kakšne bi bile naslednje dimenzije, bi rekel, naslednjih projektov, če boste nadaljevali? Ja, jaz bi zelo rada nadaljevala s to temo, zato ker, kot rečeno, to je bila samo en delček rezultatov naše raziskave, ki se je ukvarjala z dosti bolj splošnimi procesi naseljevanja. Ampak jaz mislim, da je raziskovanje dela na daljavo med begunci zelo potentna tema, ker v bistvu vzpostavi zelo veliko zanimivih vprašanj, kar se tiče, kako vse povezuje integracija lokalno z temi transnacionalnimi praksami. In kot rečeno, transnacionalno zaposlovanje med begunci, o tem vemo zelo malo. Hkrati pa je možno, da v tem post-covid času in z povečevanjem digitalizacije dela, da je to nekaj, kar bi se lahko v prihodnje videlo kot neka alternativa temu, kako trenutno vidimo zaposlovanje beguncev. Ker trenutno se zaposlovanje beguncev vidi kot lokalna praksa in tam žal dostikrat vidimo relativno slabe rezultate, dosti brezposelnosti, kot rečeno, zaposlovanje v slabše kvalificiranih, manj plačanih delovnih mestih. In bi bilo zanimivo videti, kaj se zgodi z zaposlovanjem in tudi naseljevanjem beguncev, če zaposlitev obstaja nekje drugje. Nekaj teh rešitev vidimo že recimo v globalnem jugu, kjer imamo recimo te velike kempe, begunske kempe, kjer ljudje po leta ali pa desetletja živijo v nekem limbu, ne morejo iti nazaj v svoje države, ne morejo iti v države, kjer bi se lahko integrirali. In tam recimo že vidimo, da obstaja, da določene organizacije skušajo vključevati te begunce v recimo gig economy, torej da delajo preko računalnika za te digitalne platforme. In tam se recimo dostikrat vidi, da ne glede na to, da se je to videlo kot neka možnost zaposlitve za begunce, se hkrati tudi vidi, da so zaradi različnih razlogov, da to v bistvu pahne begunce v dodatno prekarnost in nesigurnost. Tako da nekaj vemo že o tem, ampak kako pa bi funkcioniralo to, da si res zaposlen za nekega delodajalca v tujini, o tem vemo zelo malo. In jaz mislim, da bi bilo to zelo zanimivo videti, predvsem
v tandemu s tem, kako potem zgleda naseljevanje beguncev v destinaciji, kjer bi se naj hkrati naučili jezika, vzpostavili socialne mreže, kar se dostikrat vzpostavi preko zaposlitve. Kaj se z vsem tem zgodi, če je zaposlitev nekje drugje? Najlepša hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala dr. Katarini Mozetič za izjemno predavanje, ki nam je ponudilo globok pogled v tematiko migracij in integracije. Sedaj nadaljujemo z naslednjo predavateljico, dr. Metko Herzog. Dr. Metka Herzog je raziskovalna vodja pri Swiss Peace, Švicarskem mirovnem inštitutu ter predavateljica političnih ved na Univerzi v Baslu. Njeno strokovno področje vključuje migracije s posebnim poudarkom na migrantskem političnem aktivizmu in visoko izobraženih migrantih. Danes nam bo predstavila temo sodelovanje diaspore pri procesih preoblikovanja družbe, kjer bo osvetlila vlogo diaspore pri oblikovanju sprememb v izvornih skupnostih in širšem družbenem kontekstu. Dr. Metka Herzog, besedo prepuščam vam. Dober dan, najlepša hvala za povabilo. Samo trenutek, da... Pozdravljeni, najlepša hvala za vabilo vtisovcem, predvsem Neži in Aniti in tudi ostalim, ki so bili povezani v organizaciji tega dogodka. Za danes sem se odločila, da bom predstavila članek, ki ustreza organizaciji Vtis in govori o mednarodni mobilnosti visoko kvalificiranih migrantov v Švici in širše. Predvsem je ta prezentacija mogoče manj eksotična kot prejšnji dve, predvsem prva prezentacija strani Mance, je pa veliko paralel z Katarinino prezentacijo, ker tudi v tem, čeprav se fokusiram tu na kvalificirane migrante, boste videli, da je veliko paralel tudi povezanih z begunci in kako mi gledamo na različne kategorije migrantov. Raziskovalni projekt izvira iz velikega konzorcija, ki se imenuje NCCR on the Move. To je nacionalni center odličnosti, v katerem sodelujejo skoraj vse švicarske univerze in traja že 12 leto. Jaz sem bila vključena v ta projekt kot postdoktorska raziskovalka in posebej za ta članek sem sodelovala še s projektom na Univerzi v Neuchâtelu, konkretno s Flavijo Kanča. In jaz sem bila vključena v projekt na Univerzi v Baslu kot postdoktorantka in naš projekt se je fokusiral na mobilnost visoko izobraženih v Švico, medtem ko se je drugi projekt, iz katerega smo tudi črpali za ta članek, predvsem osredotočil na družine v geografski mobilnosti. Članek je bil že objavljen v tem znanstveni reviji Population, Space and Place, ki je predvsem usmerjena na geografsko disciplino, ampak je tudi interdisciplinarna. Najprej vam bom povedala malo o raziskovalnem projektu, potem bomo kratko razložila, kako gledamo na koncept znanja, ali v originalnem besedi smo govorili o skills, kaj je že bilo za mene veliko vprašanje, kako naj to prevedem, je to znanje, veščine, spretnosti, ker pravzaprav, na kar hočemo v tem članku, kaj v tej prezentaciji tudi opozoriti, je, da to je vse skupaj vodi v skills. Potem bom razložila kratko primer Švice in kaj šteje kot znanje v mednarodni mobilnosti. Prikazala vam bom par primerov, konkretnih primerov ljudi, kaj ljudje delajo, kako kreativno predstavljajo in uporabljajo različne plati svojega znanja, da se lahko definirajo kot kvalificirani migranti v Švici. Raziskovalna vprašanja celotnega projekta so bila predvsem to, da nismo začeli z definicijo visoko kvalificiranih migrantov že na začetku kot nekaj, kar izvira samo iz izobrazbe ali pa samo iz trenutne službe, ki jo opravljajo v Švici. Ampak smo želeli videti, kdo so pravzaprav to visoko kvalificirani migranti, ki so pricepirani kot takšni strani družbe in tudi, da sami sebe definirajo kot takšnega v tem švicarskem kontekstu.
Zato je pomembno, kakšne so različne politike in institucije in kako te različne politike, naprimer migrantske politike ali pa tudi širše, oblikujejo priložnosti za različne skupine visoko izobraženih migrantov. Kot zadnje pa raziskujemo, kako migranti kot sami delujejo v tem okolju, kako se odzivajo na okolje in kako tudi sami poskušajo spreminjati in vplivati okolje, da dosežejo svoje osebne in družbene cilje. V tem grafiki lahko vidite, da je pomembni akteri, ki so v tem, je predvsem za današnjo prezentacijo, je predvsem migrant, kako se odziva na državo, na delovni trg in na družbo. Država predvsem vpliva na migrante preko migracijskih politik, preko izdaje dovoljenj za bivanje, delovnih dovoljenj. To je povezano tudi z delovnim trgom, delodajalci, ki so za visoko kvalificirane migrante zelo pomembni. Oni so tisti, ki se prijavljajo na izdajo dovoljenj za potencialnega novega zaposlenega in njihov položaj, tudi položaj delodajalca v družbi močno določa, kakšne so možnosti za pozitivno obravnavo. Širša družba prav tako vpliva na migrante, jim omogoča angažiranje ali jih izloči po eni strani ali pa jih sprejme. In v tem okolju potem so migranti kot aktivni akterji, ki niso samo del produkta državnih migracijskih politik, ampak jih poskušajo tudi prespreminjati. Metodološki pristop je prav tako kot prejšnje prezentacije je kvalitativni. Z soavtorico obe smo sodelovali pri številnih pobudah lokalnih organizacij, ki se osredotočajo na iskanje zaposlitve. To, ker smo tudi obe, kot sama kot priseljenka v Švici in tudi druga soavtorica je prav tako priseljenka v Švici, je bil ta dostop do teh organizacij dokaj enostaven in smo sodelovali v daljšem obdobju, v obdobju 3 let, smo bili angažirane v te organizacije, tudi aktivno sodelovali pri pomoči drugim priseljencem, ki so iskali zaposlitve. To nam je omogočilo dostop do intervjuvancev in poleg tega smo uporabljali tudi osebne kanale, ker kot sem omenila, obe živiva v različnih delih Švice in smo tako iz svoje socialne mreže tudi imeli dostop do številnih ljudi, ki so bili trenutno v Švici in niso bili trenutno zaposleni. Tako imamo 25 intervjujev, iste ljudi smo intervjuvali večkrat. Vsi ljudje so se pred kratkim, najdlje je bil nekdo, ki je prišel pred 5 leti v Švico. Tako smo imeli 21 družinskih članov, ki so se priselili v Švico zaradi družinskih razlogov, potem 2 kot podiplomska študenta in 2 kot prosilca za azil. Pomembno za nas je bilo, da so ljudje izhajajo iz različnih okolij, so različnih narodnosti, različnih rezidenčnih statusov in migracijskih poti, da niso prišli v Švico vsi po enakih kanalih. Kot prvotni kriterij je bil, da so imeli vsaj diplomo in da so v času razgovora iskali zaposlitev. Pristop, ki smo ga uporabljali, je refleksivni in etnografski pristop, kjer nas zanima predvsem subjektivna razsežnost in kako se ljudje počutijo v času iskanja zaposlitve in kako poskušajo delovati. Ta grafika prikazuje Švico in stopnjo priseljenosti. Vsi intervjuji za ta projekt so bili izvedeni v 3 kantonih, in sicer v 3 kantonih, ki imajo najvišje stopnje priseljenosti. To je kanton Basel mesto, potem kanton Vaud, kjer je glavno mesto Lausanne, in Ženeva. Vsi imajo zelo visoke stopnje priseljenosti, predvsem Ženeva ima na 1000 prebivalcev je v enem letu 35 novih priseljencev in v Vaud je to številka 24 in v Baslu 28. To je veliko višje kot tudi na splošno za Švico, kjer je to samo 16 priseljencev na 1000 prebivalcev. In kot vidite, ta stopnja samo narašča. Raziskovalni cilj je tudi predstaviti vpogled, kako visoko izobraženi, visoko kvalificirani migranti razumejo in subjektivno potrjujejo svoje spretnosti pri iskanju zaposlitve v novi državi.
Kot je bilo že prej omenjeno, je pogosto za migrante, za visoko kvalificirane migrante, da vzpostavljajo svojo mrežo prek zaposlitve, kar je bilo v tem primeru drugače, ker vsi, s katerimi smo govorili, niso bili zaposleni trenutno in so bili za to interesirani. Osredotočili smo se tako na položaj srednjega statusa, to middling status, torej tisti brez vnaprej dogovorjene zaposlitve. S tem želimo prikazati, da je velika raznolikost tudi znotraj te kategorije visoko kvalificiranih migrantov, glede na njihov poklicni in pravni status, in da je tudi velika stopnja raznolikosti glede na njihovo ranljivost, njihovo prekarnost, in želimo odvrniti od razvrščanja migrantov v škatle, kot so naprimer prostovoljni, prisilni migranti ali pa naprimer, kar se pogosto v medijih uporablja kot ekonomski migranti, priseljenci, begunci, za katere obstajajo zelo različni stereotipi. Konceptualni okvir, iz katerega izhajamo, je predvsem to, da znanje, spretnosti so geografsko in zgodovinsko specifične in da so migranti dejavniki, ki so sposobni razviti nove spretnosti ob prihodu v državo gostiteljico. To ni nekaj, pogosto se gleda na to zelo statično in samo kakšno imajo ljudje stopnjo izobrazbe, kakšno ob prihodu, in s tem pogledom gledamo predvsem na migracijske poti, migracijske procese kot trajektorije, da je migracija dinamičen proces z močnimi transformativnimi razsežnostmi. Ponovno vam želim prikazati priseljevanje v Švico. Tu je po stopnji izobrazbe, kako izobraženi so migranti v Švici. Švica privablja veliko število visoko izobraženih migrantov in delež visoko kvalificiranih migrantov med novimi priseljenci se je od konca 20. stoletja samo povečeval. Tu ta prvi graf prikazuje to ljudi, ki imajo terciarno izobrazbo, in če gledate to zeleno barvo, to je za Ameriko, vidite, da se to je zelo visoka stopnja, in tudi iz Azije je delež visoko izobraženih skoraj 90% in tudi za Ameriko. Za Evropo je to nižje, tudi za Afriko je delež tistih, ki so visoko izobraženi, nižji, in za Oceanijo je prav tako zelo visok. Na desni strani lahko vidite države, ki imajo še posebej visok ta delež ljudi, ki so visoko izobraženi. In tako vidimo posebej za nekatere države, kot je Južna Koreja ali za Indijo, če vidite tako dobro ta graf, da je ta delež nad 90%. Torej, Švica je med državami, ki imajo najhitrejše povečevanje števila visoko izobraženih migrantov na splošno. Znana je kot globalni center za raziskave in razvoj, in potem po številnih teh rangiranjih, kako privlačni so, kako konkurenčni so za privabljanje talentov, je Švica skoraj vedno, če ne na prvem mestu, vsaj med najvišjimi mesti. Tu imate ta IMD World Talent Competitiveness Ranking, na katerem se Švica vsako leto uvršča kot najbolj privlačna država. Tipično za Švico pa je, da ima zelo selektivno politiko priseljevanja in tako lahko državljani tretjih držav, torej ne EU, pridejo v Švico samo kot kvalificirani delavci. To citiram iz migracijske politike Švicarskega zveznega sveta, in reče samo kvalificirani delavci, ki so nujno potrebni. Torej je zelo omejena definicija. Kaj zapri? Prosim? Bom nadaljevala. In za Švico je tudi znana prekomerna izobrazba, in tako je kar 20% migrantov prve generacije, ki imajo terciarno izobrazbo, je bolj izobraženo, kot bi bilo potrebno za njihov poklicni položaj. To je prikazano na tem grafu, in če samo se osredotočite na temnoplavi stolpec, ta srednji stolpec, ta kaže stopnjo ljudi, ki imajo terciarno izobrazbo, ampak opravljajo poklic, za katerega to ne bi bilo potrebno. In če primerjamo to z
oranžnim stolpcem, kjer je prebivalstvo brez migrantskega ozadja, je ta številka samo približno 12%, medtem ko je za ljudi, ki so se preselili, torej prva generacija migrantov, je to skoraj pri 20%. Razlogi za to so pogosto navedeni kot neskladje med izobrazbo migrantov in povpraševanjem na delovnem trgu, potem težave pri priznavanju kvalifikacij, tudi diskriminacija v postopku zaposlovanja, pravni status in pomanjkanje informacij in podpore. Številne raziskave so bile opravljene na to temo, zato ker je to pomembno, je relevantno tudi za prakse, za poslovanje. In te raziskave so predvsem govorijo o omejitvi pravnega statusa in to je predvsem pomembno za državljane tretjih držav. Potem tudi pomanjkanje ustreznega socialnega mrežja, jezikovne ovire. Pogost faktor, ki je omenjen, je tudi spolne norme in družbena pričakovanja in s tem povezana tudi nezadostna ureditev otroškega varstva. Pri tem ni samo, da to obstaja ali ne obstaja, ampak tudi cene povezane z otroškim varstvom in tudi je velika razlika med urbanim in ruralnim okoljem. Pogosto so bili tudi ljudje presenečeni, kako zaprt je švicarski trg dela in začetna pričakovanja so bila, da bo zelo veliko priložnosti. Švica je, kot sem omenila prej, zelo znana potem kot center raziskovanja in razvoja in so bili veliko izmed naših ljudi, s katerimi smo govorili in nasplošno je ta šok, kako so zaprte priložnosti in da je velika prednost za lokalne kandidate. In predvsem lokalne delovne izkušnje so bile zelo cenjene in omemba socialnega omrežja, ki mora biti predvsem lokalna. Zdaj bi vam rada prikazala 4 ljudi, ki so prišli v Švico in se na različne načine trudijo, da bi prišli do statusa visoko kvalificiranega migranta. Kot prvo vam predstavljam Joseph, je doktor prava, izhaja iz Eritreje in trenutno živi v Ženevi. Preselil se je v Švico iz druge države v Evropi, že dolgo ne živi več v Eritreji, imel je že številne službe prej v Južni Afriki in tudi v različnih evropskih državah in v Švico se je preselil, da se je pridružil svoji ženi, ki ima status begunca. Torej, on je doktor prava in ima številne predhodne izkušnje na univerzah po evropskih različnih mestih. In v Švici je zmogel najti par kratkoročnih delovnih mest, vendar je imel vedno težave pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje. In šele v času intervjuja je potem pred enim mesecem dobil dovoljenje za bivanje in sicer na podlagi združitve družine. Pomembno za njega je bilo, da je ves čas poskušal sam pridobiti zaposlitev in da bi na tak način dobil dovoljenje na podlagi svoje zaposlitve in na koncu je bilo hitreje, da je dobil to dovoljenje na podlagi združitve družine. Pojasnil je, kako je imel priložnost uporabiti svoje znanje in strokovno znanje kot pravni svetovalec in migrant v zvezi z Eritrejo, migracijami in pravnimi vprašanji. Tukaj lahko vidite en izsek iz intervjuja, kjer govori, kako ga je švicarski svet za begunce angažiral, da je on podal strokovna mnenja v zvezi z eritrejskim priseljevanjem. In tako je bilo njegove znanje iz Eritreje in njegovo etnično znanje in jezikovne sposobnosti, ki ne bi veljale za veščino, če bi bil v drugačnem kontekstu. In tako je on lahko poudaril svoje osebne življenje in svojo aktivistično mrežo, prav tako kot svoje poklicno ozadje, da je lahko bil angažiran preko tega švicarskega sveta za begunce. Ta primer nam pokaže, kako ljudje pogosto črpajo iz svoje priseljenske identitete. In tako njegova etnična pripadnost kot Eritrejec je predstavljala kulturni kapital. In Joseph je tako ohranjal svojo identiteto visoko usposobljenega strokovnjaka, prav tako, da se predstavlja kot kulturni posrednik za svoje manj usposobljene soetnične skupine, torej za druge Eritrejce, ki živijo v Švici. Tako so nekatere njegove sposobnosti postale nepričakovani viri, kar izhaja iz trenutno geopolitičnih dogodkov v Švici.
V Švici se zaostruje migracijska politika in tako so omejili dostop do azila za Eritrejce in je bilo zelo pomembno to znanje, da se lahko ocenjuje, katera prijava za azil je bila legitimna ali nelegitimna in tako je lahko Josef uporabil svoje znanje iz Eritreje, da je pomagal temu švicarskemu svetu za begunce. To vidimo tudi pri drugih migrantih, da je pogosto to črpanje iz identitete priseljencev, kjer ljudje poskušajo najti delovna mesta v projektih vključevanja migrantov, torej integracije, ali naprimer kot jezikovni inštruktori in se tako preusmerijo in ne delajo več toliko na svojem, kar so se izobraževali, ampak bolj poudarjajo svojo priseljensko identiteto. Kot drugi primer imamo tu Viktorja, ki je socialni delavec iz Velike Britanije. Preselil se je v Švico, kjer je njegova žena, dela za eno glavnih globalnih podjetij v bližini Lozan. In kot družina so se preselili in imajo zdaj majhne otroke in on je ostal doma s svojim otrokom. Za njegov primer je zelo pomembna podpora delodajalca, njegove žene. In tako je on poskušal si ustvariti idejo o svetovanju, torej consulting, da bi on sodeloval s tem velikim podjetjem in on predstavi svoj fokus predvsem na svojih izkušnjah iz prostovoljnega dela in tudi tega izhod iz vera, torej svoje družine, da prihaja iz podeželske skupnosti, torej gre nazaj na svojo družino, na preteklo delo in na prostovoljstvo. In na tak način je on predlagal temu podjetju svoje strokovno znanje kot konzultant. Ta primer želimo predstaviti kot kako lahko znanje oblikujemo s prakso in tudi z ustvarjalnost, kreativnostjo in kako lahko ljudje konstruirajo znanje o sebi na podlagi preteklosti, ki ni samo profesionalna in tudi usmerjenosti v prihodnost. Za Viktorja in prav tako za številne druge ljudi je zelo pomembno usmerjenost v prihodnost, v kaj naj investirajo tukaj, zdaj, kjer so trenutno v Švici, kaj bo za njih koristno, ko se bojo preselili mogoče nekam drugam v prihodnosti. Kot tretji primer imamo Katarino, ki izvira iz farmacevtske industrije, izvira iz Grčije in trenutno živi v Baslu. Ona je bila pred tem, da se je preselila v Švico na visokem položaju, govori številne jezike in ko se je preselila v Basel, je bila šokirana, kako so bile vse njene veščine, njeno znanje je bilo dokaj neuporabno in je pri iskanju službe preživljala zelo težko obdobje. Pri tem pa je bila vseeno deležna podpore, prav tako od delodajalca svojega moža, kar je zelo pogosto, če se ljudje preselijo v parih in ta velika podjetja potem nudijo podporo tudi partnerjem. In tako je tu, če preberete, hitro vidite, da vsa ta podpora ni dovolj, ampak je zelo pomembno tudi, koliko se ljudje angažirajo, koliko čustvenega dela in čustvenih veščin je vloženih v to, da se potem končno lahko nekaj pozitivnega iz tega lahko pride. In tako ona reče, za njo ni tako dolgo trajalo, ker je takoj začela raziskovati mesto in se angažirati, ker sem jaz takšna. Metka, imaš še 2 minuti. Ja, točno, bom uspela. Kot zadnji primer bi poudarjala tudi ta mobilnostni kapital. To je primer Une, ki je pravnica iz Nizozemske. Ona je žena diplomata in so se pogosto selili, ima veliko izkušenj mednarodne mobilnosti in ko je zdaj iskala službo, je predvsem iskala te osebne izkušnje iz mednarodne mobilnosti za ustvarjanje svojega prihodnjega delovnega življenja. Tako je našla službo na Nizozemskem in družina še vedno živi v Švici. Lahko se je zaposlila na univerzi in sicer na mednarodnem oddelku, kjer pomaga drugim ljudem, ki se selijo in ko se preselijo na Nizozemsko. Kot sklep bi rada poudarila, da so veščine dosti več kot samo strokovno znanje in kvalifikacije in da vključuje veliko vidikov, posebej za osebne sposobnosti, tudi ta reinvention, ponovno odkrivanje, samoraziskovanje
in gibanje skozi čas in domišljijo prihodnosti. Da so spretnosti povezane z več lokacijami in tudi v časovnem razponu. In prostor ni samo omejen na švicarski trg delovne sile, ampak sobiva med različnimi kraji. Med tem, ko je prejšnja prezentacija predvsem poudarila to, kako so begunci usmerjeni na svojo trenutno lokacijo in svojo državo izvora, je za te visoko kvalificirane migrante, ki imajo dolge izkušnje z mobilnostjo, to gledajo veliko širše. Ta transnacionalna usmerjenost je globalna in ljudje gledajo, kje bo njihova naslednja služba, ni nujno v Švici, ampak je lahko kje drugje. In čas je tudi zelo pomemben. Prihodnji načrti, pretekle izkušnje igrajo pomembno vlogo pri ukrepanju v zvezi s vidiki spretnosti. In tako bi zaključila s tem, da tudi za visoko izobražene migrante je prihodnost lahko pogosto negotova. Kaj se bo zgodilo, ko bo konec službe mogoče za partnerja, ali kaj se bo zgodilo z dovoljenjem za bivanje, je pogosto tudi za visoko izobražene migrante ni tako določeno, kot bi si predstavljali. In zato bi rekla, da potrebujemo nadnacionalni in časovni okvir za razumevanje mobilnosti, znanja in spretnosti. Najlepša hvala za vašo pozornost in bi z veseljem odgovorila na vaše vprašanje. Najlepša hvala, dr. Metki Herzog, za vaše predavanje polno navdihujočih idej. Predlagam, da se razprava na to temo nadaljuje med odmorom.